No, vi ste ustanovili svoje podjetje, a je bilo to podjetje uspešno, ste uspeli? Uspešno je bilo v principu, da je produkt šel in je delal in vse, ampak mi dva sva bila skupaj, noben od naju ni bil komercialist. Pač nisva znala to v denar spraviti. In sva mislila, da bova malo naredila pa prodala, ampak pa sva skozi sam denar iskala. Ampak jaz nimam smisla za nekaj v denar spraviti. In je prišlo do tega, da smo podjetje prodali. Podjetju, kaj je tistale, ki imate za knjige? To je Checkpoint verjeten. Je Checkpoint. Ne? To podjetje je nas takrat kupilo. Ampak so bili na vzhodni obali, mi smo bili pa na zahodu. In so hoteli, da grem jaz tja, na vzhod, in to sem rekel, ne grem. Ne? No, pa so rekli, ok, pa tle ostan, ker mi smo imeli takrat 30 ljudi v službi tam. Prodali smo samo zato, da smo svoje nazaj dobili, ampak oni so celo stvar naprej peljali. In jaz sem bil tam v službi za razvoj, vice president za research sem bil pri njih 3 leta, pa so pa oni rekli, da bojo pa to, kar je v Kaliforniji, preselili nazaj v New Jersey in takrat sem jaz službo zamenjal. Prej sem bil pa obvezan, da enkrat en teden v mesecu moram biti ali v New Jersey ali pa v Puerto Rico, ker so imeli oni svojo tole proizvodno. V Sloveniji zdaj, sploh v času krize, velikokrat slišimo, da država naredi premalo za podjetnike. Kakšno je pa vaše mnenje o tem? Moje mnenje je, da bi se morala država vzeti ven iz vseh raznih takih stvari. Podjetja morajo rasti sama od sebe, ne pa od države. In tudi podjetja, ki že obstojajo, je ravno tem problem, ki se mora vodstvo se pa mena vsak pred, ki se nova vlada naredi. Ne? In to je po moje ena največjih napak. Mi je prav žal, da moram tako reči, ampak tako je. No, imate tudi več kot 20 patentov, koliko smo že prej rekli, ste delali tudi na sistemu GPS in sicer za letala. Kaj je bil namen teh sistemov takrat? Potem, ko sem to, ko so oni rekli, nimam več službe, ko so vse skupaj preselili na vzhod, sem poklical enega svojega znanca, ki so včasih pa HP delala, to je bil Charlie Trimble, tak je ustanovil to podjetje in sem dobil pa njemu službo. Ne. In takrat je je bil GPS že razvit, pa smo imeli take velike škatle, pa za meriti geodetske stvari, pa take. In smo imeli tudi za v letalu napravo, da je videl, kako in kaj leti. Ampak točnost teh naprav ni bila zadosti dobra, da bi letalo lahko pristalo v megli, brez da vidi stezo. No in takrat so bile naprave za pristajanje bazirane na mikropolovnih in za vsako stezo je bil en tak 5-milijonski dajnik pa sprejemnik, da je lahko letalo pristalo. Z našim tem bi pa naredili to, da bi imel eno postajo, recimo v našem kraju, ki je 35 teh stez, pa bi bila samo ena postaja. In bazirana GPS je do ene mere netočna reč, pa še po namenoma je bilo vojske, da je manjša točnost. To pa lahko poboljšaš s tem, da veš za eno točko na zemlji ali pa tam v bližini tebe,
veš geodetsko, kje točen je ta točka. Do centimetra natančno to lahko dobiš. Pa to točko pa meriš s pomočjo satelitov, pa dobiš eno odstojanje. Ne? In če daj te napake pošleš v letalu, pa on tudi lahko svojo korigira in s tem smo dobili takrat še s popačenim signalom od vojske, tako da sem vozil avto po eni stezi, je šlo v eno smer, po drugi nazaj in se je to narisal, točen tok, 3 metre, 2 metra narzen. To naj bi to točnost toliko povečali, da bi lahko pristajali. Mi smo imeli to skoraj narejen in takrat je pa vojska znižala tisto popačenje, pa še ne druge stvari, da s pomočjo drugih satelitov ti lahko to narediš to točen. No, tlele, gospodič, v prvi vrsti, ki se tako zavzeto piše, imate kako vprašanje? Ja, kako je bilo to, ko vi ste bili dejansko razvojni inženir, ste prvo razvili celo idejo, cel projekt, načrte in vse, in potem ste dejansko se usedli za mizo in to tudi Ne, nisem bil jaz sam. No, ja. Ampak ste to, tudi matrike potem za mikroprocesor ste dejansko potem tudi sami naredili. Tako. Ne, sam jih nisem. Matrike za mikroprocesor nisem sam delal. Jaz sem naredil matriko za ta prvi integriran vezek, ki je bil narejen pri HP-ju. No ja. Matrike za unco pa naredili podjetji, ki so nam čipe naredili. Mi smo naredili vse načrte. Ja, ampak tudi, naprimer, ki ste rekli za ta RFID, ja, ste sami naredili tudi ta prototip, ki ga ima zdaj v Kranju. Ja. A se vam zdi to dober princip, da dejansko, da ste razvijali in potem, da ste tudi naredili prototip? Ker zdaj se mi zdi, da je večkrat navada, da se razvije in potem se nekdo v neki prototipni pisarni oziroma neki prototipni delavnici to zgradi. No. To se mi zdi, da je napaka, ker če ti začneš to nekam dajati, pa neki drug nekaj meša zraven, ni to najboljše. Jaz mislim, da mora tisti človek, jaz bom tako rekel, najbolj bi bilo, da bi en človek lahko vse naredil. Če imamo zadosti časa, ker on točno ve, kaj se dogaja. Kakor enemu nekaj drug poveš, je drugače. In se pravim, tisto, kar jaz mislim, da je idealno, ni ta prava reč, ampak najbolj idealno bi bilo, da narediš vse sam. Ampak to je nemogoče. Torej, potem ni pomembno samo znanje, to teoretično, ampak tudi veščina, da lahko ti nekaj... Brez nadaljnjega. V tem pa jaz nimam nobenega dvoma. Sama teorija ne dela. Še kakšno vprašanje morda? Kako gledate na ta prenos tehnologije zdaj na Kitajsko? Ja, prenos je čisto v redu. Ampak jaz mislim, da v Silicijevi dolini ne bomo še nič dosti izgubili zaradi tega, ker gre to na Kitajsko. Oni izdelujejo to ceneje. In kako bi rekel, nove stvari pa se še ne pogruntam čist na Kitajskem. Tam je zdaj manufacturing. Tako jaz to vidim. Jaz bi raj videl, ampak recimo v Ameriki je delovna sila predraga in zato gre to ven. Pa na Kitajsko, pa v Indijo. In to se bo mogel enkrat popraviti. Ampak če pogledamo malo z drugega kota, so pa nekatere te stvari toliko cenejše, da se v Ameriki lahko razvija naprej. Če dam za primer, je Tesla avtomobil. Ta je izdelan v Ameriki, je dizajniran v Ameriki, ampak deli, pa to se pa prije z Japonske ali z Kitajske tudi. Ne vem.
Mene pa tudi še zanima, ko ste že rekli, pač, mislim, zdaj se večina stvari že naredi na Kitajskem, vse enkrat je bilo problem tudi kvaliteta, ampak zdaj se je tudi na Kitajskem že dosti izboljšala proizvodnja. Me pa zanima to, veliko krat slišimo, kdo reče, da je tisto, ki je bilo starejši, narejeno recimo še pred tem, ko se je začelo delati na Kitajskem, je boljš, da se ne pokvari. Zdaj se mi včasih zdi, da so zadeve samo narejene zato, da se čim prej pokvarijo, da čim prej nove kupimo. Telefone menjamo na 2 leti, pa stanejo 500 €. Tako. To je po eni strani, nekatere te stvari so namenoma tako narejene. To te čez 2 leti nov kupiti. In je tudi velikokrat tako narejen, da niti ne moreš popraviti. Enostavno ne moreš odpreti, ne moreš nič. Ne? In to je namenoma v nekaterih primerih. Zdaj, nova tehnologija, najnovejša je to 3D tiskanje. A vam je to znano, ste se s tem kaj ukvarjali? Ne, jaz se nisem ukvarjal, ker takrat sem bil že v pokoju. Ampak jaz mislim, da je to za današnje, za vas, ki boste šli študirati. Mogoče ste že malo prepozni, ampak to je eno področje, ki mislim, da ima še velike možnosti. Kaj se tle dogaja? Dogaja se to, v principu smo do zdaj delali delce s tem, da smo stran žagali pa rezali. Zdaj se pa dela to na ta način, da se material nanaša na enega na drugega. In to sem že pred 2 leti omenil kaj Francoz po slovenski, izvijač ali ključ tak, ampak ki ga lahko reguliraš. No, ta ključ se premika pa gor pa dol in je narejen v enem delu narejen. S tiskanjem začneš, nalagaš ta material in ko je si fertik, se to vrti. Ne? To je recimo en primer. Ta drug primer. Nekje sem videl, da so naredili, se eno tala pogačica razbila, so s tiste isto pogačico nekako malo skupaj spravili, pa so naredili model in pa so iz enega materijala to naredili, novo, točno tako, ki je bila una in je bilo. Ampak to je zame ena takih najbolj, vsaj v hardwareu oziroma v tem, kar lahko primeš. Ne? Ker te bo prišlo tako, da je to sicer še nekaj časa vzame, ne? Da se to naredi. Ampak te že delal take velike. En na Japonskem se mi zdi, da je zdaj naredil hišo celo. Na Kitajskem že dela cela naselja tako s tem. Prosim? Na Kitajskem že cela naselja tiskajo pač. No, se pravi, ne vem, koliko daleč je to. Ne? Ampak tle sta 2 stvari važne. Novi materijali. Ne? Ker una mašina, ki ti riše tako, pa gor pa dol, ne? To je obstoja. To že obstoja. Ampak novi materijali. In nekje sem celo slišal, da organske celice skupaj sestavljajo s tem. Polagajo pa naredijo ta del.